Spoštovani, spoštovane, dober večer, lep pozdrav ob zadnjem delu našega praznovanja najboljšega praznika na svetu, katerega? Najboljši praznik na svetu je seveda slovenski kulturni praznik. Dobro, ni v redu, kadar pride na nedeljo, ampak ker nimamo prostega dne, ampak seveda mi, ki delamo v kulturi, sploh v muzejih, je 8. februar praznik našega dela. Na prostem iz Italije, Gabrovo v Bolgariji. Lepo prosim kolege, da ostanejo, if you can stand up to give you a short applause. In seveda se gostili tudi naše drage kolege iz Muzeja Hrvatskog Zagorja, na čelu z direktorjem Jurico Sabolom, dragi naši, tudi vam lepo zdrav. Ta naš mednarodni slovenski kulturni praznik pa zaključujemo zelo posebno zgodbo, ki jo seveda v naš prostor vedno znova na različne načine prinaša naš dragi rojak, naš dragi prijatelj muzeja, dr. Milan Jazbec. Tudi tebi lep pozdrav. Pozdravljam pa seveda tudi gospod Bojano Jovanovsko s svojo ekipo iz ambasade Republike Severne Makedonije. Dobrodošli. Na ta kulturni praznik nas je povezala nesnovna kulturna dediščina, se pravi, to so znanja, veščine, to so ljudje tisti, ki nosijo te znanje, veščine in ki jih prenašajo iz roda v rod, ki nam jih dajo v roke, ki nam pomagajo, da se jih naučimo ali pa jih preprosto samo cenimo. In danes smo imeli delavnice, danes smo se družili in smo res srečni, da bomo večer zaključili pa še s tisto nesnovno dediščino, ki nam je ljuba, se pravi z glasbo, s prepletom različnih glasbenih slogov, z odličnim glasbenikom in seveda v odličnem vzdušju. To je eno tako posebno vzdušje, to je naša krasna dvorana, ki je bila ustvarjena prav zato, da uživamo v glasbi, uživamo v lepoti, uživamo v različnih vejah umetnosti in smo preprosto tukaj na poseben dan, kot je danes na praznik ali pa na katerikoli drugi, ki je pač običajen dan. Ampak danes seveda ni običajen dan in v bistvu moja naloga je samo ta uvodni pozdrav, potem pa bom predala besedo mikrofonu dr. Milanu Jazbecu, ki bo predstavil tudi gosta, ki čaka tam v naši pontariji. Tako da rekel ne predolgo, če ne se bo spuntal. In Milan, tvoja čast pa je sedaj naslednja, ti boš pa predstavil našega gosta in ga potem povabil tudi na oder. Programskega lista ni, uživajte, imejte se lepo, da pa slučajno ne pozabim, po koncertu seveda ste vabljeni tudi v našo grajsko klet in tam upam, da kdo zna recitirati Zdravljico iz prve kitice do zadnje, ker bomo imeli posebno tekmovanje, prav? Tako. Milan Jazbec. Spoštovani vsi ljubitelji dobre glasbe, izstopajoče glasbe, vrhunske glasbe, ki meji že skoraj na nemogoče. Jaz sem tu seveda po veliki zaslugi tega, da sem bil nekoč slovenski veleposlanik najprej v Makedoniji, potem v Severni Makedoniji in to je neke vrste povod za to, da sem tu, pa ne samo seveda tu. Najprej imam eno zagato, ki je vi ne bi opazili, če bi ne tega povedal. Pripravil sem si lep govor in zdaj vidim, da imam en drug listek s sabo. Bom pač improviziral, kajti na vsakem dobrem koncertu treba improvizirati, kaj ne. Torej, dragi vsi, predstavljamo si, kot bi rekel John Lennon, Imagine, predstavljamo si, da imamo v svoji družbi človeka, ki je med 10 najboljšimi živečimi mojstri v tistem, kar počne. Predstavljamo si, da ta človek že več kot pol stoletja ustvarja glasbo, ampak tisto glasbo, čisto glasbo, čisto kot solza. Rekli so, da je bil Gershwin nedolžen kot solza, torej glasba čista kot solza, da s to glasbo orje ledino. V tej glasbi je neka pretanjena mešanica, kompozicija, džeza, roka, etno glasbe in še marsičesa. Predstavljajmo si,
da ta človek ne samo da igra na kitaro, ampak da ta človek poje s kitaro. Njegova kitara poje njegove pesmi. To je na meji čudeža. In v tej prekrasni dvorani, ko smo slišali ponosno upravljavko tega gradu, v tej dvorani, ki je neke vrste mini Versailles, naš gost je v prvem pogledu hišno poimenoval kot mala Sikstinska kapela. Torej v tej dvorani nam bo naš gost predstavil svojo vrhunsko glasbo, glasbo, s katero pluje po vesolju, ustvarja nemogoče in s katero, ko ta glasba zadoni iz njegovih strun, če tako rečem, se ob tej glasbi, ne boste verjeli, Jimi Hendrix obrača v grobu, ampak zaradi zadovoljstva le še nekdo, ki njegovo legendarno zapuščino neguje in razvija naprej. Ta človek, če si ga lahko predstavljamo, se giblje v razponu od sprejema na dvoru angleškega kralja Karla III. Do Viteške dvorane. Snema, pravkar je posnel nov CD v Abbey Road studio, to je studio, kjer so Beatles snemali, skupaj posnel je ta CD s kraljevskim filharmoničnim orkestrom in danes je tu z nami. To je ta, da smo v Brežicah, v njegovih, mojih, naših Brežicah, ki jih pozna dobro kot svoj žep in ki je bil žalosten skupaj z menoj, ko je ugotovil, ko sem mu povedal, da Splavar kultno gostišče ne dela več. Tega ne mogo razumeti. Ampak tako se dogaja vsako človeka, katerega si poskušamo predstavljati. To je legenda, to je Vlatko Stefanovski. Povabim ga na oder, dragi vsi, z aplauzom.